dober dan. Opet je mesec naokoli, pa pol tu oddaja Gočimo prleško. Ampak nažalost zadijo. Še vedno je med nami korona, tako smo opet pripravili eno oddajo nadaljavo. Upam, da ste se zabavali. Gnesja z nama puno naših prleških dijakov. Malo bomo gučali o tem, kako gočijo tam, ki živijo, ker v Prlekiji imamo namreč fejst puno različnih govorov. Lahko se zgodi, ko že v sosednjih vesih gočijo drugače. Pozdravljeni vsi skupaj. Se nam prosim najprej predstavite. Jaz sem Ana, pa sem iz Križevac. Jaz sem Tija in sem z Ormoža. Jaz sem Živa in sem Svena. Jaz sem Ana in sem z Mote. Jaz sem Miha, pa sem z Mikloša pri Ormožu. Jaz sem Nika Jurkovič, občina, v kateri sem pa doma, se imenuje Sveti Ribčovnici. Jaz sem Katja, pa sem z Veržeja. Jaz sem Monika, živim v Sosci, to je v Tomaševski občini, ne leži pa mi je leden reči, ko je tu nekje na sredini med Lotmerkom, Ormožem pa Ptujem. Jaz sem Nika iz središča ob Dravi, tako po domače sem Serjanka. Jaz sem Neja Horvatič, doma pa sem v Ravoslavcih. Jaz sem Vanessa, pa sem doma z Razkrža. Jaz sem Hana, pa sem z Lotmerka. Jaz sem Zarja, doma pa sem v Prisavi, to je 5 km od Lotmerka. Wow, kakšne jezike se gočimo v Prlekiji. Tak smo, kak dan pa noč. Kakšne pa so kaj tradicionalne besede v vašem kraju? Špajzo, to je po slovensko shramba. Navodno je poleg kuhja, tako povemo, idi mi v špajzo po mleko. Puno ljudi ne ve, kaj pomeni spomijati se, kar me je presenetilo, pomeni pa pogovarjati se. Pri nas pa ponekrat rečemo čehok, po slovensko knjižno je to fant ali pač deček, zavol našega društva Cvenskih Čehov Padekvin. Meni pa je zanimiva beseda šajtrge, ki pa pomeni samokolnica. Meni je zanimiva beseda lintvor, zato ker mi to dostikrat rečemo, ker bo je legenda, ker pod Miklošem spijen lintvor, to pa pomeni zmaj. Meni se zelo dopodne beseda drjezgati, kar pomeni sitnoriti. Naprimer, kaj mi tak drjezgaš zdaj celi cajt? Tuliga, to je tudi samokolnica. Meni najbolj smešna beseda tu okolik pa je zvora, kaj pomeni mleko. Ena takša beseda, ki mi na misel pride, je cintor, to je pa pokopališče, to največkrat babica uporablja. Mene je presenetilo, ko puno ljudi tu okolik ne ve, kaj pomeni beseda pučel. V knjižni slovenščini tam rečemo sod. Jaz pa bi na primer rekla besedo predvsem pretavi. Da to povem, dosta ljudi ne razume, kaj zdaj jaz ten mislim. To pa v bistvu pomeni podobno kak špurovi ali pa izbirčene. Rečemo na primer, joj, kak si ti predvsem pretavi. Jaz pa bi omenila besedo pikcajk, ki pa pomeni vulkanizer oziroma pač tisti, ki ti mejo gume. Jaz pa bi omenila besedo nohež, nohež je v slovenščini podstrešje. Totih enih besed pa sploh poznala nisem. Mogli bi uvesti kakšen faks, ko bi bil po poklici prevajalec slovenščine v prleščino. Te bi jaz ziher šla tu študirati. Tu bi nam zdaj tako vredi prav prišlo k naslednji nalogi, kaj bomo imeli, ker bomo slovenščine prevajali v prleščino. Nogavice. To mi povemo zokle. Mi rečemo zokne. Mi tudi rečemo zokle. Mi pa tam rečemo zokle ali pa fuzekljene. Mi tam rečemo tudi zokle. Mi tam rečemo štumfe ali pa tudi zokle. Mi tam rečemo tudi zokle, starejši ljudje pa včasih tam gočijo tudi štumfe. Pri nas pa rečemo tudi zokne. Mi rečemo vse od štumfe, zokne, zokle, glavno kaj te razmi, kaj misliš? Mi tudi tam rečemo zokle. Mi pa tam rečemo zoklene. Mi tam rečemo fuzeteljne. Mi tam rečemo zokle. Naslednja beseda je fižolova juha. Fižolova župa. Mi bi tudi rekli fižolova župa. Mi bi tam rekli fižolova. Mi bi tam tudi rekli fižolova župa. Mi bi tudi rekli, ka gremo jesti fižolovo župo. Mi pa bi rekli, ka gremo jesti grahečevo župo. Mi tam tudi rečemo fižolova župa. Mi rečemo, ka gremo jesti fižolovo župo. Mi tam tudi rečemo fižolova župa. Mi tam rečemo fižolova župa. Mi pa tam rečemo grahovica. Mi fižolovi juhi rečemo fižolovica. Mi fižolovi juhi rečemo fižolova župa. Naslednja beseda pa je vrata. Odpri mi dvere. Mi bi rekli odpri mi vrata. Mi bi tam rekli dvera. No, jaz pa bi rekla vrata ali pa dvera.
Pri nas bi tudi rekli vrata, pa mogoče kdaj dvere. Pri nas pa gočimo bolj dvere, kak vrata. Pri nas pa včasih rečemo dveri ali pa vrata tudi. Pri nas rečemo vrota, pa to ti ofest poudarimo, teke se resen čuje. Mi tudi pri vrotih poudarimo o, take isto. Mi vratam doma rečemo vrota ali pa dvere. Mi pa večinokrat tomu rečemo vrata, torej poudarimo o, ker imamo pri nas vse poudarke, ko vse tako naglašujemo. Naprimer, rekel bi, odpri mi vrata. Mi pa pri nas vratom rečemo dveri. Naslednja beseda je gugalnica. Pri nas se tam pravi huckanca. Pri nas bi lahko rekli tudi huckalica. Pri nas bi tam rekli huckanca. Mi bi tudi rekli huckanca. Mi pa bi rekli hucko. Mi pa bolje gočimo gugalnica. Mi pa tam tudi rečemo huckanca. Mi pa rečemo zibelka. Mi tamo tudi rečemo hucka. Mi tam rečemo huckanca. Mi tam rečemo huckanica, starejši ljudje pa rečejo tudi huckovka. Mi pa gugalnici rečemo huckanica. Mi pa uporabljamo gugalnico ali pa huckanca. Zadnja beseda pa še je kumare. Pri nas tam rečemo murke, ko vložene ali pa ko ješ murke. Mi tudi rečemo murke. Mi bi tam tudi rekli murke. Mi tam tudi rečemo murke. Mi tudi rečemo murki, naprimer, no večinoma rečemo pocani murki, ki so vloženi. Mi rečemo lahko tudi murke, lahko pa tudi gurke. Mi tam rečemo murke. Mi temi rečemo murke, vsi pa vemo, ker so najboljši pocane. Mi temu rečemo murke. Mi tam rečemo murke. Tudi mi tam rečemo murke. Mi kumaram rečemo murke. Mi tudi uporabljamo besedo murki. Za na konec pa še ena zelo zabavna igrica, ko bomo prevajali kar cele stavke. Ko sem stopil skozi vrata, je bilo na mizi kosilo. Kdaj sem stopila skozi vrata, je na mizi bilo kosilo. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bilo na mizi kosilo. Kdaj sem stopila skozi dveri, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je na mizi bilo kosilo. Kdaj sem stopil skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem vstopila skozi dvere, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi dvera, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi dvera, je bil na mizi obed. Kdaj sem stopila skozi vrata, je bil na mizi obed. Naslednji stavek je: včeraj ni bilo graha v trgovini. Včeraj je ništa cene grahajca bilo. Včeraj v trgovini nega bilo graha. Mi tudi rečemo, ko včeraj v trgovini nije bilo graha. Včeraj v trgovini nije bilo graha. Včeraj v štacuni nije bilo graha. Včeraj nije bilo v štacuni graha. Včeraj v trgovini nega bilo graha. Včeraj v štacuni nije bilo graha. Včeraj nije bilo v trgovini gravšiča. Včeraj nije bilo graha v štacuni. Včeraj v trgovini nije bilo graha. Danes sem se na podstrešju pogovarjal s sosedom, koliko denarja še imam v denarnici. Gdaj sem si na podstrešji sosedom guča kaj kopanaš še mon v privtošle. Gdaj sem se sosedom na podstrešji spominjala kaj kopanazov manj še v denarnici. Gdaj sem se na podstrešji pogovarjala s sosedom kaj kopaneš še v privtošle. Gdaj sem se na nohiži s sosedom pogovarjala kaj kopanas manj še v privtošle. Gdaj sem se na nohiži s sosedom spominjal kaj kopanas še manj v privtošle. Gdaj sem na podstrešji gučala s sosedom kaj kopanas manj v privtošle. Gdaj sem se s sosedom na podstrešji gučala kaj kopanas še manj v privtošle. Gdaj sem gučala na podstrešji s sosedom kaj kopaneš še manj v denarnici. Gdaj sem se na podstrešji s sosedom spominjala kaj kopanas še manj v privtošle. Gdaj na podstrešji smo se z sosedom gučala kaj kopanas še manj v privtošle. Danes sem se sosedom na noža spominjal, koliko panes še imam v bankaši ali pa privtošljene. Gdaj sem se na nohiši pogovarjala s sosedom, koliko panes še imam v privtošli. Gdaj sem se s sosedom na nohiši pogovarjala, koliko panes še imam v privtošli. Včeraj nas je bilo veliko na pokopališču, ampak ko je prišel veter, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na pokopališču, tako da je prišel veter, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na cintorju, samo te, kdaj je prišel veter, smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosta na Brütevi, samo kdaj je veter zafudnil, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na Brütevi, samo kdaj je prišel veter, so se vsi razbežali.
Včeraj nas je bilo puno na cintori, samo kdaj začne veter pihati, so vsi vyšli. Včeraj nas je bilo dosti na Britovi, tako kdaj je veter fudno, so se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo puno na Britovi, kdaj pa je prišel veter, pa smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosta na cintori, samo kdaj je veter puhno, smo vsi vyšli. Včeraj nas je bilo dosti na Britovi, kdaj pa je prišel veter, te pa smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo čudo na cintori, te pa da je veter došel, smo se vsi razbežali. Včeraj nas je bilo dosti na Britovi, samo da je veter pričal, smo se vsi razbežali. No, pa smo prišli na konec zodje oddaje. Lepo se zahvaljujemo vsem našim prlekom, ki so sodelovali. Upamo, da ste se zabavali tak fejs, kak midve. A ja, misliš, kak te, ko smo po pomoči zbrisali celo oddajo? Ali pa te, ko smo šli na turistično kmetijo, pa ne... Ne treba je vsega znati. Zdaj pa res moramo zaključiti. Hvala, da ste naj dvi gledali. Adijo, Gučimo Prleško!